V bistvu podjetništvo pa šport si nista toliko različna. Posebej, če eno svojo idejo razvijaš, moraš biti pa discipliniran, moraš biti optimist, moraš znati iskati rešitve, se hitro prilagajati spremembam. Ampak pa smo hitro videli, da ti prijatelji so začeli voziti druge ljudi in to je bil nek pozitiven signal. Prvi recimo pozitiven signal. Ok, nismo sami mi, ki čutimo, da obstaja nek problem v tem rekreativnem svetu. Mene so vedno vrgli v stvari, ki jih nisem znala ali pa ki jih noben ni hotel delati. In pa so rekli, da Nina boš ti to, a ne? In sedaj sem to zelo hitro naredila, a ne? Ker se znajdeš, a ne? In to je tista dodana vrednost, ki pač ljudje, jaz mislim, da je treba gledati na stvari zelo, kaj jaz od tega lahko imam čez 5 let, čez 10 let ali pa kaj meni to v življenju lahko pomaga, ne? Naše fokusne države v resnici so dejansko angleško govoreče, predvsem pa Amerika in pa so prav ta del Evrope, kjer v bistvu so bolj, bom rekel, angleško govoreči, no. Začeli smo se ukvarjati prvo s prevozniki in to je zdajšnja platforma, ki dela zdaj, je to, da lahko na borzi tovorov, tisti, ki rabijo prevoz, za tega prevoznika najde najbolj ustrezen tovor za njegove prazne kapacitete in mu dejansko začne že pogovor z tem na drugi strani. To je, ne? Vsi rečejo, najlažje je prodati nekemu distributerju ali pa trgovski verigi. Pol, spraviti iz police dol je največji izziv in to narediš lahko samo z marketingom. Ne? Prišlo je do take točke, ko nisem vedel točno, kje bi sam sabo, dokler nisem dobil odgovor, ki me je najbolj povlekel naprej in to je bilo tisto, kar je outfit zmeraj imel, da ti je možnost, da sam sebe izraziš. In bolj, ko si proaktiven, bolj, ko si odgovoren, bolj te očitno opazijo, seveda je treba imeti nekaj znanja, ampak v življenju se te stvari lahko zelo hitro naučiš. Veva, da je absolutno nujno, da se pojaviš v okolju, v katerem si v jeziku, ki ga oni govorijo. Tudi deklaraciji, recimo, rekla, ne bomo zdaj ful zapravljali za ta prevod. Ja, napaka, ne? Jezike smo dodajali, bom rekel, po korakih, na pameten način, ko narediš tako velik ali pa globalno zgodbo, kot Outfit 7 je, potem se zavedaš, da je seveda jezik zelo intimna stvar vsakega posameznika. Premalo se zavedamo, da tam obstaja še Latinska Amerika, da tam obstaja Afrika, ki na nek način jih popolnoma pozabljamo, sploh pa to delajo ljudje, ki vidijo morda samo zahod. Zakaj smo se odločili za lokalizacijo? Ker hočemo uporabnikom dati najboljšo možno izkušnjo. Lokalizacija je bistveno več kot sam prevajanje in tam pa moraš biti agilen oziroma prilagodljiv trgu.